In ker me skrbi, da ta ocena ostaja enaka, sem se zavzel za to, da kadrovske menjave v Slovenski vojski ne bi vplivale na odločenost, zavzetost in sposobnost Slovenske vojske, pa seveda predvsem obrambne ministrice ali ministra ter vlade, da bi speljala potrebne spremembe, ki so potrebne za to, da Slovensko vojsko, ki jo imamo za to in najprej za to, da varuje Slovenijo v vojaškem in siceršnjem smislu, skupaj z drugimi silami za varnost in red, zadrži oceno, ki je pa tudi pomembna, da je Slovenija ena najbolj varnih držav na svetu. Če hočemo, da bo tako ostalo, bomo morali tudi nekaj več investirati zaradi povečanih tveganj, to pa zahteva zdaj konsens predsednika vlade, pristojnih ministrov, članov odbora in državnega zbora. To ne bo lahko, ker je povsem upravičeno, da kdo vpraša, ali je to nujno, glede na to, da so ljudje v socialnih stiskah. To dilemo mi, verjemite, kot bivši predsednik vlade zelo dobro poznam. Takrat sem ocenil, da je v času stiske mogoče vzeti nekaj pri obrambnem proračunu, ker se mi je zdelo, da mislim, da je bila ocena točna, varnostna tveganja niso bila povečana. V tem času so se mednarodne okoliščine spremenile, pa tudi gospodarsko rast imamo, ki nam omogoča, da ne preveč, ampak dovolj investiramo v vojsko. In samo še enkrat, da ne bi bilo nesporazuma. Sploh ne mislim, to sem rekel tudi tukaj, ko smo zaključevali posvet o prihodnosti nacionalne varnosti, sploh ne gre za to, da bi na vsak način morali dati nekaj več denarja za vojsko zaradi tega, ker smo člani NATO. Ne, mi moramo dati nekaj več za vojsko zato, da bo ona lahko izpolnjevala svoje poslanstvo. Drugače mi vojske, ki ni pripravljena, vojakov, ki niso zavzeti za svoje delo, pravzaprav nam v tem smislu, kot bi morali dati, ne koristijo. Jaz pa mislim, da so zdaj ta hip vojaki, častniki, počastniki, glede na to, kakšen je njihov materialni status, zelo zavzeti, ampak kot sem rekel, ni pošteno države, da računa vedno na to, da bodo, bom rekel, navdihnjeni samo za moralnim kredom. Če smem še vprašanje, ste se z gospod ministrico kaj pogovarjala o napredovanju gospoda Humarja v čin generalmajorja, je zdaj že predstavljen ta načrt karierni za višje častnike? Da, o tem smo se tudi na tem sestanku pogovarjali, pa tudi sicer z ministrico. Mislim, da je prav, da je bilo to rečeno tudi na tem posvetu, ker ne bi rad, da bi kdorkoli v javnosti menil, da gre za moj nek oseben odnos do tega vprašanja ad personam, ampak gre ad rem. Poglejmo malce zgodovino, mislim, da je na tej tiskovni konferenci to dovoljeno, ker je namenjena Slovenski vojski. Po zamenjavi vlade je bil pri meni obrambni minister in me je seznanil s tem, da zelo kmalu po imenovanju namerava zamenjati načelnika generalštaba. Moja ocena tedanjega načelnika generalštaba je bila zelo dobra. Mislim, da je generalmajor Božič dobro opravljal svoje delo. Ministru Vebru sem odsvetoval zamenjavo na tem položaju. Moj argument je bil, da bodo verjetno take odločitve spodbudile nek domino efekt, ki bo znižal verodostojnost naslednjih odločitev te vrste. To se je tudi zgodilo. Kljub temu, da sem imel zadržano mnenje do te odločitve, vlada vseeno zamenjala načelnika generalštaba. Zakaj pravim to? Zato, ker kot predsednik republike in vrhovni poveljnik na odločitev o tem, kdo je načelnik generalštaba, ne morem vplivati. Druga kontroverznost je ta, da lahko vplivam na napredovanje iz brigadirja v generalmajorja, potem, ko je pravzaprav ministrica že ali pa minister sprejel sklep o potrditvi vlade, potem pa imam dve možnosti, ali pač samo podpišem ukaz, ali pa imam svoje stališče. No, v tem primeru sem se odločil, da imam svoje stališče. Želim izvedeti, vsaj približno, kdo bo po skorajšnji upokojitvi sedanjega načelnika generalštaba, ki se zavzeto trudi opravljati svoje delo, naslednji kandidat za ta položaj. Za položaj povišanja v generalmajorja je sedaj 5
brigadirjev oziroma brigadirk. 5. In moje vprašanje je bilo, ali izbira za povišanje brigadirja Humarja pomeni tudi prejudiciranje izbire načelnika generalštaba. V tem smislu sem od ministrice, od vseh navzočih želel imeti odgovor. Ne pričakujem ga v naslednjih 14 dneh, pričakujem ga takrat, ko ga bodo imeli in tudi jaz bom lahko sprejel odločitev. Še kakšno vprašanje? Gospa ministrica, ste vi na vladi že kaj govorili o povečanju proračuna Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, glede na to, da se je od leta 2009 ta proračun Slovenske vojske praktično prepolovil, da vidimo, da imamo težave z pretečenim rokom opreme, slabim stanjem opreme, da vojska torej denar krvavo potrebuje, da tako rečem. Kako boste vi, gospoda predsednika vlade, prepričali oziroma osvestili o tem, da bi bilo dobro povečati ta sredstva za vojsko? Hvala za to vprašanje. Najprej smo želeli poročilo o stanju pripravljenosti Slovenske vojske v preteklem letu predstaviti vrhovnemu poveljniku Slovenske vojske in predsedniku države. Z predsednikom vlade sem že dogovorjena, da v naslednjem tednu dogovorimo termin, da se skupaj z načelnikom generalštaba ter sodelavci oglasim najprej pri predsedniku vlade in da mu obrazložimo situacijo in da potem to razpravo odpremo tudi na vladi. Sama pa bi povedala, da že takrat, ko sem se odločala ali sprejeti kandidaturo za ministrico za obrambo, sem govorila tudi o tem, da se zavedamo vsi skupaj, da je potrebno povišati obrambne izdatke in zagotovilo predsednika vlade je bilo, da se nominalno sredstva ne bodo znižala. Na meni pa je sedaj to, da v bistvu zagotovimo tudi zvišanje sredstev za obrambne izdatke. Vedno v Sloveniji oziroma pogosto spremlja nakup vojaške opreme neka afera in zdaj ravno to, kako javno mnenje obrniti, da je to dobra stvar za Slovenijo, da to ni nujno povezano z neko zapravljanjem ali korupcijo. Kako boste vi aktivno spremljali razpise, nakupe, da do morebitnih nepravilnosti pri nakupih vojaške opreme ne bo več prihajalo in da s tem tudi ne bo javno mnenje a priori proti tem nakupom? Ja, hvala tudi za to vprašanje. Mi pripravljamo srednjeročni obrambni program za prihodnje obdobje, ki bo opredelil tudi prioritete. Sama se neposredno v postopke priprave razpisa in izbire ne bom spuščala, zaradi tega, ker je to stvar stroke in komisije, ki to tudi izvede. Zagotovo bom pa skrbno bdela na tem, da do kakršnihkoli nepravilnosti ne bo prišlo. Hvala. Tatjana Ždeščesta, mene pa zanima v zvezi z morebitnimi spremembami zakona o obrambi, če lahko kaj poveste, če ste danes tudi o tem govorili, v kateri smeri naj bi šle, pa tudi kdaj se boste začeli na to temo sestajati s poslanskimi skupinami. Hvala tudi za to vprašanje. Jaz moram še v tem tednu obvestiti vse vodje poslanskih skupin, da jim bomo v naslednjem tednu poslali v pregled v obravnavo izhodišča za spremembe zakona v obrambi. Mi želimo najprej doseči neko konsenz v državnem zboru. Zakon o obrambi je potreben temeljite prenove, ali lahko gremo delati popolnoma nov zakon v obrambi, ali gremo delati samo najnujnejše spremembe. Kot veste, zakon o obrambi potrebuje za njegov sprejem dvotretjinsko večino prisotnih, se pravi širok konsenz. Tega sem napovedala že tudi ob svojem nastopu funkcije, da ga bom iskala in ta predstavitev v državnem zboru bo potem tudi dala odgovor na to, na koga vse lahko tako politično kot strokovno računamo v pripravi sprememb zakona o obrambi. Sama pa mislim, da je potrebno pripraviti popolnoma nov zakon o obrambi in posledično potem tudi zakon o službi Slovenske vojske. Hvala. Prosim? Zagotovo bo to tudi predmet razprave v državnem zboru. Hvala. Če ni več vprašanj, bi se vam zahvalil za vašo pozornost in vam želel prijeten vikend. Hvala.